Gospa Anita Potočnik-Slivnik, kje vidite občino Ravne na Koroškem čez 5 let? A je e-občina? Spoštovani gostje, mladi, predstavniki Evropske komisije, zelo smo veseli, da ste nas ponovno obiskali v takem številu, da ste pokazali svoj interes oziroma zanimanje za prihodnost ne samo naše občine, ampak seveda tudi v bistvu širše regije Evrope, v celoti sveta. Absolutno se občina Ravne kot gostitelj tega srečanja pa tudi sicer vidi in absolutno želi je že in tudi v bodoče bo del tega procesa. Predvidevamo, prepričani smo, da je digitalizacija, da je e-občina, tudi ostale storitve, da so to naša prihodnost, da lahko s temi storitvami, s tako tehnologijo premostimo tudi sicer razlike, ki jih imamo med regijami glede dostopnosti, tiste pomanjkljivosti, ki jih sicer nam kdaj pa kdaj tudi grenijo našo vsakdanje življenje. Občina Ravne je ena od tistih občin, lani dobro leto nazaj smo sprejeli strategijo pametnega mesta, ki vključuje 6 stebrov. Gre za pametno okolje, pametno bivanje, pametno ekonomijo, potem tudi pametno upravljanje, pa seveda tudi še kako drugo storitev. Se pravi, tudi ekonomija je del te strategije, ki jo želimo na nek način poudariti in pravzaprav peljati skozi našo vsakodnevno življenje. Vključuje seveda aktivno udeležbo vseh deležnikov, tudi podpornega okolja v gospodarstvu. Mi smo tisti, ki bomo poskušali dati infrastrukturno mreže s pomočjo tudi Evrope oziroma sodelovanja na evropskih razpisih. To je tisti del, ki nam na nek način manjka, glede na to, da imamo, to sami opažamo dnevno, ponekod so signali slabi, internet ne deluje. To je tista hiba, ki jo moramo mi na nek način premostiti, zato da lahko ta digitalizacija pravzaprav pride vse pore našega življenja. Se pravi, mladim prijazna občina smo pomeni, da v bistvu moramo skrbeti za to, da vam damo dobro podporno okolje, tako v vsakdanjem življenju, v vašem prostem času, v vašem v bistvu delovnem, bodočem okolju. Hkrati pa tudi seveda infrastruktura ne more in ne sme biti edino vodilo za vzpostavitev neke pametne tehnologije, predvsem so tu važni ljudje in se pravi mi vsi občani, to pomeni v bistvu, da moramo med pravo mero te tehnologije, ki je lahko tudi na nek način, pa bi rekla, ima tudi slabosti, hkrati pa v bistvu najti pravo mesto, da bivalno okolje, se pravi ustvarjanja novih delovnih mest opravimo na način, ki bo v bistvu dalo prijetno bivalno okolje in preprečilo tudi odhajanje mladine iz naše regije, iz našega okolja v bolj razvite delovna okolja. Hvala lepa, upam, da je to res naša priložnost. Infrastrukturo ponekod ćemo zgraditi, ampak kljub vsemu jaz mislim, da je to tisto, kar na nek način v bodočnosti bo naša enakovredna participacija na vseh porah življenja, vseh področjih vašega udejstvovanja. Hvala lepa. Tako, in naše prvo vprašanje se glasi, kako optimistični ste glede svoje prihodnosti kot člani Evropske unije? Vam bom dala kakšno minutko, da poklikate. Zdaj bi pa kar prosila gospoda Stančiča, če si lahko pogleda rezultate in jih mogoče mačkom pokomentira. Ja, jaz sem tudi glasoval. Lahko gibamo kakšen je vaš odgovor? Jaz sem napisal, da sem včasih da, včasih ne. Pa na začetku se mi zdi, zdaj, kako si jaz to interpretiram? Jaz se zdi, jaz sem malo razočaran, no? Jaz sem mislil, da boste bolj optimistični. Zato, ker se mi zdi, mladost je bolj optimistična kot jaz, ko sem starejši, no? Ampak sem jaz tudi rekel, da sem napisal včasih da, včasih ne. Tako da, kako to komentiram? Verjetno mislim, tukaj prevladujete mladi,
verjetno ste pravzaprav tako drugače na nekem razpotju, kjer pač odločite se o tem, kjero smer želite iti v življenju, kaj vas čaka. Verjetno se zavedate, da pravzaprav živimo vsi skupaj v družbi, ko se zelo močno spreminja. Veste, torej vi ste že na začetku povedali, kakšni izzivi so starajoča se družba, rastoče gospodarstvo na Kitajskem, potem, ne vem, drugi izzivi, tudi povezani z razvojem Koroške. In verjetno so tukaj, recimo, smo v neke družbi, ko imamo veliko vprašanj, pa recimo, kakšenkrat manjkajo jasni odgovori. Tako da se mi zdi, da na nek način nisem presenečen. Na nek način nas pa pravzaprav v prihodnosti ne sme biti strah. Moramo se zavedati izzivov, ki so, potem pa pravzaprav te izzive, bodi si na osebni ravni, ali pa tudi potem na ravni regije oziroma širše družbe, ugrizen tvanje pa pravzaprav določene stvari premeti naprej. Tako da tukaj bi se vstavil. Hvala. Tako pa ostali trije člani okrogle mize vidite, oziroma pravokotne mize vidite Evropsko unijo. Kaj vam predstavlja? Ana, mogoče vi? Predvsem recimo temu neko entiteto, ki nam je olajšala marsikatero v bistvu stvar v čisto vsakdanjem življenju, ne samo v smislu nekega gospodarstva, neko pretočnost, boljšo povezljivost, lažjo dosegljivost v tem pogledu, če tako širše. Ste optimistična, neutralna? Včasih da, včasih ne. Okay, hvala. Gospod Benjamin. Jaz tudi mislim, da je čisto ta odgovor naših dijakov je čisto tak rezultat tega, koliko imamo pravzaprav mi na voljo informacij, oziroma koliko uspemo mi poiskati informacij. In jaz mislim, da Evropska unija je taka fajn zadeva, ravno zaradi tega, ker je, ne vem, če poznate ta izraz lean, čisto na hitro nekaj narediti, da bo delalo. In Evropska unija je fajn zaradi tega, ker se pravzaprav neopazno se pojavlja v naših življenjih. Recimo, ko gremo v Avstrijo, ko hočemo kupiti nek izdelek na internetu, se pravzaprav nekaj samoumevnega se nam zdi, da lahko to naročimo in da dobimo, ali pa recimo imamo dostop do interneta, imamo razne storitve, se zaposlimo, iščemo štipendije, gremo študirati. Se pravi, take stvari, ko se nam zdijo samoumevne, ampak pravzaprav jih imamo zaradi Evropske unije. In to je tisti fajn vidik, ker se mogoče niti ne zavedam, zato je včasih ne, ker ne vemo, da je pravzaprav nam Evropska unija to vse dala. In sam sem tudi ravno na tem, ker sem včasih res presenečen, ko vidim, kak novi razpis je prišel ven, gremo mi v ta projekt, gremo se lotiti tega. Hvala. Grega, še vaše mnenje? Kljub vsem geopolitičnim pretresom na naših tleh sem zelo optimističen. Evropo oziroma Evropsko unijo vidim kot neko moč, stabilnost, prihodnost in kot eno zelo pomembno protiutež, torej na eni strani Kitajski, na tretji strani Združenih držav Amerike. In vidim, da Evropsko unijo vidim kot eno združeno, povezano enoto, ki nam bo vsem skupaj pomagala na eni strani pri nekih usmeritvah, kakor smo zdaj dobili tudi usmeritve na področju digitalizacije, vidkih procesov in tako naprej, na drugi strani pa kot neko ugled in ugleden nastop na nekem globalnem trgu in pa seveda tudi za enotnim nastopom. Tako da moje osebno mnenje je, jaz sem zelo optimističen in upam, da bo Evropska unija kot taka v prihodnje še bolj razvila to sodelovanje. Hvala. Gospod Stančič, ali nam lahko vrišete, kakšno je stanje trenutno v Evropski uniji? Hvala lepa. Torej, prvo pogledamo, kakšno je začetno stanje, torej kje smo zdaj. V Evropi moramo se zavedati, da je kakovost življenja v Evropi, pa ko govorimo o kakovosti življenja, mislim, bruto domači proizvod na prebivalca, potem kakovost okolja, v katerem živimo, kakovost hrane, ki je jemo, potem stanje svoboščin, svobode izražanja, zaščite človekovih pravic, zaščite razlik med nami. Torej na vseh teh področjih je Evropa dejansko najboljša na svetu. Tega se moramo zavedati. Ja, so nekatere države, ki so mogoče bolj bogate, bruto domači proizvod, recimo v
nekaterih zalivskih državah je višji kot v Evropi, vendar ne vem, a bi želeli živeti v državah, kjer ne smete prosto govoriti, kjer mora biti, ker so vam tiste pravice, ki jih imate, kratene, kjer imate recimo smrtne obsodbe in podobno. Ja, v nekaterih državah so določeni elementi boljši kot pri nas, vendar je pa takih držav recimo bistveno, celota kakovost hrane recimo v Združenih državah Amerike je neprimerljiva s kakovostjo hrane pri nas v Evropi. Recimo antibiotiki v hrani, kakovost vode, ki jo pijejo v Združenih državah, je neprimerljiva s tistim, kar pijemo pri nas. Tako da vse te zadeve moramo upoštevati in se zavedati, da nikjer na svetu ni življenje tako dobro, kot je v Evropi. Hkrati seveda v Evropi tudi obstajajo razlike. Določene deli Evrope, določene regije so bolj razvite kot druge. Hkrati se moramo zavedati, da se svet, v katerem živimo, zelo hitro spreminja. Vi ste rekli na začetku, recimo, starajoče se prebivalstvo. V Evropski uniji je pred recimo 20 leti živela, ali 30 leti približno živela petina svetovnega prebivalstva. Nekaj predvidevanja kažejo, da bo čez nekaj let v Evropski uniji da bo živeli samo še 6% svetovnega prebivalstva. To pomeni, da nas bo manj primerljivo z drugimi regijami. Potem so recimo izzivi, če govorimo o digitalnem, cela vrsta izzivov, ki so pravzaprav jasni. Na področju digitalnega vidimo, da obstajajo neka velika podjetja, ki razpolagajo z našimi podatki, ki tako in drugače lahko tudi krojijo našo prihodnost. Tako da vidimo, da so izzivi, da se svet zelo hitro spreminja in vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je pravzaprav, kaj si želimo, kako pravzaprav, kjer smer želimo peljati Evropo v prihodnje. Ne? Na vsak način se ne smemo zatiskati oči pred temi spremembami, moramo se s temi izzivi, ki jih imamo, soočati in videti, kjer smer želimo iti naprej. Tako da mislim, da zelo pomembno je, da se zavedamo tega začetnega stanja, torej to, kar imamo. Kljub temu, da marsikaj od tega, kar sem prej omenil, nam je dejansko že samo po sebi umevno. Samo po sebi umevno nam je, da recimo potujemo prosto, da imamo dobro hrano, dobro okolje in podobno, vendar je pa pomembno, ko razmišljamo o prihodnosti, razmišljati, torej, kaj je tisto, kar želimo ohraniti, kar želimo zaščititi, tisto, na čemer gradimo in na nek način videti, v katero smer želimo vsi skupaj zapeljati v prihodnost. Katere so tiste tehnologije, ki bodo pomenile našo prihodnost? Težko je reči, gledajte, če bi jaz točno, če bi inštitucija, za katero jaz delam, torej Evropska komisija, vedela, v katero smer točno moramo iti, potem bi denar, torej davkoplačevalski denar, ki ga dajemo na razpise, bistveno bolj ciljan. Dejansko je to, da se svet spreminja. Tako da moramo pravzaprav se videti, kje so tiste spremembe, ki se dogajajo tudi na digitalnem področju, pa tudi drugod, in kako zadeve zapeljati naprej. Recimo, področje transporta se radikalno menja. Pomeni elektrifikacijo transporta, pomeni torej avtomatsko vožnja, pomeni tudi avtonomna vožnja, tukaj je pač določena razlika. Potem torej na vsak način zeleni transport, tako da na nek način moramo pogledati, kako lahko celoten ta skupek izzivov, ki jih imamo, oziroma priložnosti, ustrezno naslovimo. Na drugem področju imamo recimo en velik izziv je digitalizacija industrije. Kaj pomeni digitalizacija industrije? So različni segmenti, recimo za tiste, ki poznate bolj tehnologijo, je internet stvari, je robotizacija, je potem tudi na koncu del logistike, ampak digitalizacija industrije, ko o njej govorimo, moramo razmišljati na večjih različnih segmentih. Prvič, recimo, velika industrija, od recimo gorenja tega sveta, točno vejo, kjero smer želijo iti, točno vejo, kakšne so priložnosti. Tako da velika industrija ve, kako avtomatizirati proizvodne procese, kako torej izkoriščati nove priložnosti. Problem, ko je to, kako recimo majhna srednja podjetja spodbujati, da grejo v to smer. Še večji problem je pa pravzaprav, da to digitalizacijo družbe, storitev ustrezno nastavijo novi podjetniki.
Kadarkoli govorimo o digitalizaciji, razmišljamo v redu, to bo to podjetje naredilo. Vprašanje, priložnosti, ki se pa iz tega, ki se pa moramo zavedati, so pa prvič vstop v digitalno podjetništvo. Je lažje kot vstop v kjerokoli drugo podjetništvo. Zakaj to govorim? Recimo, če hočete postaviti avtomehanično delavnico, boste rabili investicijo kapitala za orodja, za prostor, bistveno višja, kot če želite postaviti internetno podjetje. Zakaj? Za internetno podjetje rabite dobro idejo, rabite dober poslovni model, rabite hitro internetno povezavo, rabite računalnik. To ne pomeni, da je postaviti internetno podjetje lažje, kot postaviti avtomehanično delavnico. Želim zgolj povedati, da je vložek kapitala, denarja, bistveno nižji. Do tega se mi zdi, da kar je pomembno, ko govorimo o digitalizaciji, se moramo zavedati teh različnih segmentov. Eno je infrastruktura, ki je predpogoj za to, da lahko delate recimo internetna podjetja. Digitalizacija pa hkrati pomeni pravzaprav izredno veliko priložnost za razvoj novih podjetij. In če govorimo spet o digitalizaciji, dostikrat recimo razmišljamo o tem, digitalizacija je mogoče zanimiva, ampak ali jaz imam ustrezna znanja, ali znam recimo jaz programirati, ali znam delati ustrezne kode. Tukaj delamo dostikrat napake. Za vstop v digitalno podjetništvo je kakšenkrat manjša ovira programiranje, kot pa ideja. Ključna zadeva je ideja in priprava te ideje. In tukaj se mi zdi, da ne smete, ko govorimo o digitalizaciji, razmišljati, digitalizacija je torej zgolj priložnost za programerje, za informatike in podobno, ampak digitalizacija je pravzaprav priložnost za vse. Digitalizacija je lahko priložnost tudi za kmeta. Lahko mogoče prek interneta na ustrezen, boljši način plasira svoje izdelke na večji trg. Tako da tukaj se mi zdi, da je treba digitalizacijo gledati širše, ne pa zgolj kot kodiranje, torej kot programiranje in podobno. Hvala. Gospod Lesjak, ali ima Slovenija, predvsem pa Koroška, vse potrebno, da stopi po poti digitalizacije? Ja, zdaj boste mogoče mislili, oziroma pričakovali od mene, da bom rekel, če imamo dovolj debele kable, dostop do interneta, če vse to štima. Po svoje je to bistveno vprašanje, kot je gospod Stančič rekel, tista infrastruktura mora biti, ampak jaz mislim, da brez uporabnikov, brez zavzetih uporabnikov, ki znajo to tehnologijo uporabljati, nam še tako dobra tehnologija čisto nič ne pomaga. Tukaj jaz vam res polagam na srce, dajte osvajati te tako imenovane digitalne kompetence, od informacijske pismenosti, reševanje problemov, komuniciranje, sodelovanje, te digitalne kompetence na področju varnosti. Dajte se na tem področju res izobraževati, kajti če boste tule prišli na tisto stopnjo mojsterstva, kot tudi Evropska komisija napotuje nas uporabnike, potem boste imeli tako imenovano konkurenčno prednost in potem boste s pomočjo znanja uspeli tudi tisto idejo, ki jo imate, razviti v neko višjo, v neko uporabno vrednost, dejansko, da boste ta grda beseda angleška, ki jo večkrat uporabljamo, monetizirali tisto vašo idejo. Se pravi, da boste od tega živeli, da boste lahko plačali položnice. Čisto preprosto. Se pravi, morate se ozirati na sebe, oziroma graditi na sebi, osvajati znanja, seveda na drugi strani morate pa tudi upozarjati na tehnologijo, da ne bi slučajno zaspali. In res pozdravljam predstavnico občine, da se ravne usmerja v to digitalizacijo oziroma vzpostavitev infrastrukture, ker to na odročnih krajih, kot je Koroška in druge obmejna področja Slovenije, moramo na to opozarjati. In seveda spodbujati razne projekte, kot so recimo širokopasovni dostop do vsake kmetije, do nekih vaških središč in tako dalje. Se pravi, to so taki projekti, ki tudi ženejo naprej gospodarstvo oziroma te odročna področja Slovenije. Seveda, ključno je pa to znanje, ki ga morate pridobiti. Če izpostavili ste kompetence pri dobivanju novega znanja, pa imamo vprašanje za vsakega izmed vas. Kako vi razvijate svoje kompetence, pri dobivate nova znanja v tej digitalni dobi? V Sloveniji je eno od velikih problemov to,
da se dostikrat ne zavedamo dejstva, da znanje, ki ga imamo hitro zastar. Torej ne govorim zdaj o tistih, ki šele vstopate na trg delovne sile, ma govorimo o moji generaciji. Ne? Torej jaz imam doktorat tehničnih znanosti, jaz znam programirati, sem se naučil, ampak moje znanje na področju informacijskih komunikacijskih tehnologij je že 3-krat zastaralo. Skratka, zelo pomembno je to, da ko se zavedaš, da ko si enkrat na trgu delovne sile, mora biti posodabljanje znanja del vsakdanjega procesa. Skratka, vedno znova se mora zavedati, da se stvari spreminjajo in da se treba pravzaprav temu prilagoditi. Kako jaz to delam? Jaz veliko berem, tako da se prek tega učim, hkrati grem pa vsake toliko časa tudi na izobraževanje. Na vso srečo je moj delodajalec tak, da izobraževanja spodbuja, tako jezikovna, kot recimo posamezne veščine, tako da na tem področju se da veliko delati. Pred kratkim sem tudi prek interneta se učil kodirati novih jezikov, Code Academy, in tako da sem pravzaprav ta svoja znanja, znal sem 3-4 jezike, računalniški sem posodobil, ampak tista moja znanja so praktično že računalniški prazgodobili. Super, hvala. Gospana? Jaz sem v bistvu že v času študija, ki sem ga zaključila 2 leti nazaj, nekako skušala ves čas to teorijo dopolnjevati s prakso, ker pa se valjda izkaže po študiju, da je tisto še več nekako vredno in se može zelo hitro izkazati na trgu v bistvu. Zdaj pač tudi skušam, kolikor mi pač čas dopušča, se ves čas izobraževati, predvsem dosti berem, kar se tiče področja marketinga in odnosov z javnostmi. Nam je na nek način to olajšano, ker poleg tega, da bereš, lahko razne strokovne revije, ki so ti dostopne in podobno, lahko ves čas slediš konkretno, kaj se v praksi dogaja in je to tudi v bistvu en odličen zgled. Kolikor mi uspe, se tudi udeležujem raznih konferenc, izobraževanj, seminarjev, tudi spletnih seminarjev in podobno. Se pravim, za to naše področje je tega res ogromno in moš tudi potem že znati presoditi, kaj je tisto, kar ti bo dejansko dalo neka nova dodatna znanja, je pa tega ogromno in ne moreš si niti dovoliti, da bi zaspal, ker se ne pretiravam skoraj da vsakodnevno nekaj novega dogaja. Če gledam z vidika nekih družbenih omrežij in podobno, so to tako hitre spremembe, kar je v bistvu zelo okej, ker te na nek način prisili, da ostaneš v tem procesu učenja, ker je najbrž itak vsem jasno, da tudi po končanem študiju pač pomeni, da si se v bistvu šele začel učiti. Res je, hvala. Ja, kot sem že prej omenil, jaz sem učitelj in sicer učitelj na Univerzi na Primorskem, zdaj si pa predstavljate, živim pa v Mariboru, sem tja, ves čas sem na poti. Kako bom na poti prebral kaj? Ne bom prebral. Zaradi tega jaz sem praktično na teden po 10-15 ur na podcastih. Poznate podcaste? Seveda. Se pravi, razne oddaje, ki jih izdelujejo vsi ti ponudniki takih vsebin. In sicer, mislim, neverjetno, kako lahko jaz z enodnevnim zamikom poslušam predavanje, ki ga je prejšnji dan nek pravnik na Harvardu izvedel, ali pa recimo odlične podcaste, ki jih pripravljajo na našem javnem servisu Radio-televizije Slovenije, se pravi Radio Slovenija. To je vrhunski servis. Jaz dobim dostop do najboljših raziskav iz Inštituta Jožef Stefan. Potem naslednji dan izvem, da so na Norveškem neki raziskovalci nekaj novega odkrili. Pojma nisem imel o teh gravitacijskih valovih, ki so jih ko smo pravzaprav bili tudi Slovenci deležni en koščka te Nobelove nagrade. Se pravi, vse te vsebine non-stop spremljam, non-stop prebiram, poslušam, zato ker se vozim, ker v avtu pač ne gre brata, ne. Se ne, še dokler ne bomo imeli avtonomnih avtomobilov, ampak tukaj je res velika priložnost za vas, da pač na tak način spremljate in seveda te vsebine jaz potem poskušam dati naprej mojim študentom, mojim učencem, in seveda sem pa tudi zelo hvaležen, ker res veliko delavnic izvajam po osnovnih srednjih šolah v zvezi z varno in odgovorno rabo interneta in sem ves čas v stiku z otroci, se pravi z dijaki, kaj je zdaj in, katera je tista aplikacija, katera je tista aktivnost, ki jo vi uporabljate. In kot tako vi, mislim, vaši mlajši kolegi osnovnošolci, kot tudi dijaki. Torej sem ves čas v stiku, ampak zaradi moje starosti, seveda druga generacija, vedno kak korak, 2 za vami, seveda. Taka je usoda.
Izobraževanje oziroma biti izobražen je ena izmed najpomembnejših vrednot v mojem življenju. Sam tudi v privatnem življenju delujem v največji mladinski organizaciji v Sloveniji in tudi delujem v izobraževalnem sektorju. Letos pomladi celo prevzemam sektor za izobraževanje. In kako sam skrbim za to? Po zaključku formalnega izobraževanja sem investiral tudi s pomočjo delodajalca več kot 5000 evrov v samo izobraževanje. To so različni seminarji, različni dogodki, ker je res veliko dam na to. Ker to, kar te naučijo na fakultetah, je pomembno, ampak ko prideš pa na trg, je nekaj drugega, to je vse dinamično, to je vsak dan je nekaj drugače. In moje izobraževanje praktično imam doma knjižnico, imam preko 100 knjig in imam že na nek način obsesijo na knjige, na poslovne knjige in tega ogromno berem, ogromno iščem neke nove dimenzije in tako na področju prodaje, trženja, digitalnega marketinga, kot na področju vodenja in tako naprej. In kot sem tudi že uvodoma povedal, tudi sam se trudim, da mladim izobraževanje in to strast do izobraževanja na nek način vklopimo v možganih mladih. In upam, da boste mladi tudi takrat, ko ste zaključili svoje izobraževanje oziroma že prej začeli graditi na svojih neformalnih področjih, ker te kompetence, to so tista prava stvar, ki ti dajo vrednost. Ravno včeraj sem poslušal mimogrede prispevek na Valu 202, kjer so delali primerjavo med ZDA in med Evropsko unijo in v ZDA še zdaj veliko več dajo na kompetencah in tam imajo čisto drugačno miselnost, to bom probal narediti in če mi ne uspe, bom pač probal znova. V Evropi smo morda še malo zadržani glede tega, ampak vedno bolj prihaja k nam tista dinamičnost, razvijemo svoje kompetence in vedno bolj pomembna je neformalna izobrazba. Neformalna izobrazba pa mislim bolj v tem, da to, kar ti formalno spoznaš, teorijo, da jo dejansko probaš spraviti v prakso, da to nekako sprobaš in še dodatno nadgradiš, da najdeš svoje mesto pod tem soncem. Hvala. Izobraževati se in pridobivati nove znanja se da, predvsem preko vprašanj. Tako, če ima kdo od vas v publiki kakršnokoli vprašanje, dajte ga nam postaviti, tako da vam bomo lahko odgovorili. Gospod Stančič, pa ima Evropska unija pripravljene kakšne spodbude, da bi nam olajšale in pridobivanje kompetenc in prehod v digitalno dobo? Glejte, kot prvo se moramo zavedati, da Slovenija tako ali drugače pridobiva iz evropskega proračuna direktno kar precej denarja. Torej v obdobju zadnjih 7 let, ker je pač ta proračun za Evropsko unijo se določa za obdobje 7 let. V tem obdobju zadnjih 7 let bo Slovenija dobila vse skupaj 4 milijarde evrov. Torej ta denar bo šel direktno namensko za Slovenijo. Znotraj tega denarja je določen denar, torej kako se določajo vsebine, zakaj ne bi šel ta denar. Glavno se pripravlja torej nacionalni razvojni program. Ta nacionalni razvojni program pripravlja vlada po pogovoru z župani, z ministrstvi in je na nek način nek program dela za v bistvu te investicije. V preteklosti je šlo precej tega denarja za infrastrukturo. Cilj Evropske komisije pa da bi šlo vse več in več tega denarja za bolj mehke vsebine. Kaj pomenijo te mehke vsebine? Pomeni recimo za izobraževanja, za nove kompetence, tudi za ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Seveda tukaj bodimo iskreni, pride kakšenkrat tudi do nasprotnih se pogledov, kakšenkrat recimo lokalna skupnost, župani, rajše vidijo, da pravzaprav gredo trde investicije, torej za ceste in podobno, ker se lahko s tem bolj pokažejo, kot če so mehko vsebine. Težko je prikazati, recimo, da je ustvarjeno 10 novih delovnih mest, ki je višja dodana vrednost in podobno. Tako da eno od tistih inštrumentov, ki jih imamo, ki je recimo namenjen za to vrstno delo, se pripravlja skupaj za državo članico, Slovenijo, na področju usposabljanja in zato so pravzaprav ta del za socialni sklad. Ob tem obstajajo še drugi viri. Študenti zelo dobro poznate Erasmus+,
Tisti, ki ne poznate, pridite do europedirect.koroška, vam bo dal vse informacije, tako gre za možnost, da recimo cela vrsta teh različnih programov je znotraj Erasmus Plusa, eni so namenjeni za študente, drugi so za profesorje, za cele šole in podobno, ampak skratka obstaja cela vrsta možnosti, da pridobite določene kompetence, da greste za določen čas v drugo univerzo in podobno. Če vas smem prekiniti, a ste vi tekom vašega izobraževanja izkoristili ta program? Glede, jaz sem že malo prespr za ta program, nažalost bil, takrat v mojem času je bil program, ki se je imenoval Tempus. Tempus je bil program, ki je bil namenjen za študente, ki so študirali doktorat ali pa za profesorje. Tako da jaz sem bil v tistem času, tako da pravzaprav Tempus sem izkoristil kot gostujoči profesor v eni, pač na eni tuji univerzi. Skratka, možnosti, recimo za ta Erasmus Plus je ogromno. Potem imate pa druge možnosti, recimo obstaja možnost za spodbujanje sodelovanja pri raziskovalnih oziroma razvojnih projektih. To je ogromen program, ki se imenuje Obzorja 2020. Tukaj se noter najdejo tako velika podjetja, največja podjetja, kot tudi čisto neka majhna podjetja. Potem imate tretji program, ki ga pravzaprav zdaj še ne pripravljamo, je za prakse, torej so za digitalne prakse, kot podobni pripravništva, ki trajajo recimo od 1 meseca do 5 mesecev, torej zadeva, ki jo šele pripravljamo, še ni bila objavljena, bo pa v kratkem objavljena. Potem imate recimo programe za infrastrukturo, tako za recimo, kot je rekel prej dr. Lesjak, rabiš pravzaprav pomembno hitro internetno povezavo po celi Evropi. Za pripravo recimo digitalne infrastrukture obstajajo tudi sredstva, zdaj pripravljamo nek nov razpis za vse občine Wi-Fi for EU. Razpis bo prišel v enkrat verjetno začetek februarja. In cilj je to, da bodo lokalne skupnosti pripravile prostor z zastonj Wi-Fi-jem v nekih javnih prostorih. To so lahko vsi trgi ali pa pač določene drugi prostori, zaprti prostori. Tako da teh spodbud je ogromen. Ker je pomembno je to, da veste, da spodbude obstajajo, imate povratna, imate nepovratna sredstva. Priznavam, da je cela zadeva kakšenkrat lahko zelo komplicirana. Ampak zato imate pa pomoč tukaj. Imate europedirect.koroška, ki dela za vas, njihov namen je, da pomaga vam, tako da če imate potrebo po informacijah, pridite do njih. Je kompetentna skupina ljudi in vam bodo pomagali pravzaprav najdete ustrezne odgovore na vprašanja, ki jih imate. Najlepša hvala. Gospa Ana, gospod Grega, a se vi to poslužujete pri svojem delu teh spodbud Evropske unije? Gospa Ana? Ja, v bistvu v našem Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks se skušamo, v bistvu vse čas sledimo tem raznim razpisom, smo v bistvu bili tudi pri enem uspešni. Je pa dejstvo, da pri nas je malo ta problem, da smo kadrovsko podhranjeni in tudi moramo nekako vedno potem iskati druge partnerje in podobno, da nam to uspe, ker so to vseeno malenkost zahtevnejši razpisi, ampak to ne pomeni, da za nas ne zanimivi, so v bistvu še kako zanimivi. Tako da predvsem zdaj v prihodnje načrtujemo še na tem področju biti mnogo bolj radovedni in aktivni, pa upam, da tudi uspešni. Hvala. Gospod Grega? V našem podjetju smo se v preteklosti dosti bolj posluževali razpisom. Danes nekako ugotavljamo, da so vedno bolj kompleksni, zaradi tega je težko najti vire znotraj podjetja, ki bi nekako zagotovili vsem tem razpisom te kompleksnosti. Smo pa zelo aktivni pri pomoči drugim podjetjem, torej našim strankam, da se oni s pomočjo nas vključujejo vse te razpise. Moram priznati, da je zanimanje zelo veliko, zelo dobri razpisi so. Zelo dobro ste prepovedali, gospod Stančič, bi pa želel tu dodati eno zelo pomembno stvar. Eno je investiranje oziroma neke spodbude za samo infrastrukturo. Drugo pa je tisto, kar podjetja ne bolj muči, in to je tista prava dodana vrednost. In dodana vrednost v podjetjih ustvarjajo mladi. In vkolikor podjetje
zaposlujejo mlade in jim da možnost neke participacije, nekega ustvarjanja, bojo na nek kratek, srednji ali pa morda tudi na dolgi rok ustvariti tisto ta prav dodano vrednost. In na tem področju so tako koroška podjetja kot slovenska podjetja, jaz sam ugotavljam, še dosti konzervativna. Moram priznati, da je tudi naše podjetje zelo težko na nek način pridobila neke študente, kljub temu, da 80% zaposlenih je starih enako kot jaz in vsi smo dobili prvo službo pri nas, vsi. 80% smo dobili v tem podjetju, imamo tudi dosti študentov, zaposlujemo, mislim, cirka 10 študentov, praktikantov na leto, je pa zelo težko, da se nekdo od nas vzame čas za njih, ker po eni strani moja ura je zelo veliko vredna na trgu in zelo veliko lahko ustvarim, zelo pomemben oportunitetni strošek je in kolikor bi tu prišla neka spodbuda za mentorski pristop, morda že je, za te mehke veščine tudi znotraj podjetij, ne samo za mlade, ampak da se znotraj podjetij ljudje izobrazijo za delo z mladimi, za vključevanje mladih, s tem ustvarjajo dodano vrednost, bi to definitivno vidim tu zelo lepo prihodnost za slovensko gospodarstvo. Hvala. Imamo eno vprašanje iz publike, ki se glasi, koliko dijakov se letno poslužuje programa Erasmus+. Gospod Stančič. Torej, točne številke ne poznam. Vem, da je Slovenija, torej za študente, poznam številko, mislim, da je okoli 3600 študentov bilo zdaj za katero obdobje v Sloveniji, ne vem. Za dijake pa ne vem točno številko. Vem pa, da je okoli 80% šol tako drugače sodeluje v Erasmus plusu. Tako da tukaj se mi zdi, da je pač nek priložnosti kar precej, ker v bistvu Erasmus plus gre tako za osnovne šole, srednje šole, potem fakultete, profesorje, tudi pravzaprav za neke druge skupine, tako da je cela zadeva zelo zanimiva. Vidimo pa, da so določeni problemi. Recimo na Erasmus plusu eno izzivo je to, rekel sem problemi, izziv, bi moral reči. Problem je v tem, da recimo kakšni profesori pošiljajo študente grejo ven in potem jim profesori ne priznajo tistih izpitov, ko jih naredijo tujini. To je narobe. Potem drug problem, ko ga imamo tudi, je to, da kakšenkrat ugotavljamo, da še vedno je obseg denarja za Erasmus plus premejhan, tako da ugotavljamo, da recimo kakšni študentje, ko so iz socialno bolj šibkih družin, si pravzaprav težko prvošijo, da grejo ven, ne glede na to, da dobijo dodaten denar. Tako da to so določeni izzivi, določeni problemi, za katere moramo najti ustrezne rešitve. Zgolj eno zadevo, ko bi rad upozoril, je to, da zdaj že razmišljamo o tem, kakšen bo naslednji okvir, torej naslednji budžet za Evropsko unijo. Zelo pomembno, ker od leta 2020 bomo imeli naslednji budžet za delovanje Evropske unije. Ena od prioritet, kjer želimo dati dodaten denar noter, je točno Erasmus+. Zdaj, ker to je bila zdaj pred 8. januarja konferenca, ministrska konferenca v Bruslu točno na to temo in tisto, kar je bilo rečeno večkrat, je, da je Erasmus+ treba nadgraditi in dati dodaten denar noter. Tako da tukaj se mi zdi, da ena zadeva, ko je dosti obetujoča za naprej. Super. Zdaj bi pa v pogovor spet vključila vas, draga publika, še posebej mladem. In imam za vas naslednje vprašanje, ki se glasi, ali želite po zaključenem študiju ostati doma na Koroškem ali iti drugam? Gospa Ana, vas bom prosila za komentar. Ja, v bistvu, da se še toliko spreminja, da mogoče čisto malo počakamo. Odgovor, da vkolikor bodo dobili službo doma, je v bistvu čisto logičen, ker pač vseeno nekako vsi vemo, da se želimo čim prej osamosvojiti, kar pač pomeni, da je to tudi nek izziv za regijo, da bo skušala mogoče, oziroma predvsem tudi gospodarstvo, razne podjetja nekako ustanovljati nova delovna mesta, ki bodo tudi mogoče za mlade malo bolj zanimiva, kar se navezuje na vse, kar je tudi prej gospod Stančič pojasnil glede digitalizacije in podobno. Nekako sem pričakovala, da bo dosti odgovorov tudi se pravi vsekakor ne, da to službo iskali izven regije, ker kakor se v bistvu sama spomnim te slike oziroma občutkov, ko smo bili dijaki, smo tudi mi imeli
nek tak občutek, da itak v naši regiji ne bo služb za nas, da je to regija, ki je dokaj zaostala, ki nima priložnosti. Jaz vseeno upam, da se v času študijskega procesa, da se bo vaše misli nekako tudi bolj na pozitivno obrnile, kot so se potem meni in številnim drugim mojim kolegom, ki zdaj tudi v bistvu smo ostali na Koroškem in smo tu našli super službe. No. Ravno prej sem se v bistvu z eno znanko pogovarjala ravno o tem, da se pač odločitev, ali ostaneš na Koroškem, ne vsekakor povezuje službo. Po drugi strani pa ne vam bo vsa ta digitalizacija in pa novosti, v bistvu, ki prihajajo kot neka priložnost, da jih izkoristite sebi v prid. Se pravi, tisti, ki se želite vrniti na Koroško in tu nekaj ustvariti in dati neko dodano vrednost naši regiji, imate zdaj več možnosti, ki so bile pa v preteklosti. To je dejstvo. Mogoče vam manjka malo samozavesti. Korošci smo sicer poznani po tem, da smo trmasti pa pridni, ampak vseeno mislim, da ne samo Korošci, nasploh v Sloveniji še nekako vedno velja ta strah pred nekimi napakami oziroma pred tem, da ne boste uspeli. Se boste v bistvu videli, tudi če boste šli tujino prek Erasmusa, da tam je vse malo drugače, pač poskušiš še enkrat, poskusiš dvakrat in podobno in se nekako tega ne bojiš. Tako da jaz mislim, da se tudi ta odgovor nekako delno navizuje na to, da mogoče zdaj še nimate toliko idej ali pa neke želje, predvsem bi mogli pa mogoče vas še bolj vprašati, kaj je tisti ključen razlog, zaradi česar nočete iskati služb tukaj na Koroškem. No. Ker kar se pa tiče kvalitete življenja, še posebej mogoče na Koroškem, če smo že prej govorili nasploh v Sloveniji oziroma v Evropi, je pa tu vsekakor pač je posebno, no, to se pač tudi mogoče pol zdaj nočem govoriti na način, da sem že ful staren, da to z leti spoznaš, ampak dejansko je zanimivo, da se ti proti koncu študija in tudi potem, ko se nekako ustališ in podobno, so misli malo drugačne, no pa tudi želje pa cilji. Najlepša hvala. Gospod Benjamin, gospod Grega, kako je pa izgledalo vajno odločanje po koncu formalnega izobraževanja? Med kakšnimi opcijami sta kolebala in na koncu, zakaj sta se odločila za to, kar sta se odločila? Jaz sem imel izjemno srečo, ker sem v času zaključevanja študija so me povabili za sodelovanje pri enemu izmed predmetov, to je pravna informatika, kjer sem pač ustrezno nadgrajeval znanje informatike oziroma znanje prava z informatiko in obratno. Se pravi, to dvoje sem ves čas povezoval in se je izkazala potreba na pravnih fakultetih in sem potem za 10 let ostal asistent na pravni fakulteti v Mariboru in zaradi tega sem pač tam, če lahko pognal korenine, po domače rečem. In sedaj še vedno stanujem v Mariboru, ampak pravzaprav sem razpet po celotni Sloveniji. In zakaj sem se odločil ravno za Maribor? Pa nekako logistično je bilo najbolj smiselno. Glede na to, da sem dobil tam službo, potem še žena prišla zraven, ampak hočem reči, pa poudariti to, kar Ana, kar si rekla, kako kvalitetno življenje je tule na Koroškem. Jaz se praktično na 2 tedna, oziroma dvakrat pa enkrat na 14 dni, tako je, se vračam na Koroško, ker imam vseeno tukaj, imamo stare starše tukaj in vidim, kakšna kvaliteta je, mislim, narava, ljudje, ne manjka stvari tukaj. Tako da, če bi bila priložnost, pa če bi cesto naredili, bi potem z veseljem tudi prišel in se vrnil tudi sem na Koroške, da bi tudi potem tukaj si v njem ustvaril drugi dom, kako ne rečem, vikend. Hvala. Oziroma med zaključevanjem svojega formalnega izobraževanja sem nekako si zadal izziv, da grem v marketing. Torej, želel sem iti v marketing. Čisto slučajno sem prišel v področje prodaje, direktne prodaje in tako naprej. In kasneje nisem čutil več v tistem podjetju nekega izziva. Na tem področju imel sem občutek, da sem osvojil, kar sem imel za osvojiti tam. In sem šel kot tipičen Y-ovec iskati nove izzive v drugo podjetje. Takrat sem rekel, grem jaz spoznavati računalniški svet, enako kot je pač tudi moj brat, ker ga nikoli nisem zastopal. In sem šel iskati, na nek način sem se dobesedno prodal v skupini Stroka Si, kjer so me začeli izjemno vlagati v mene in so na nek način mi omogočili, da danes sem to, kar sem. Skupina Stroka Si ima sedež v Radljah v Dravi, torej smo Korošci, veliko Korošcev je tam zaposlenih. Jaz sem se lani selil v Ljubljano in torej ni bil moj razlog zaposlitev, kakršenkoli. Res je, da sem se po 3-krat na teden vozil v Ljubljano po 2 uri v eno smer in tako naprej.
in mi je zopet tu manjkala tista cesta, bolj tisto, manjkalo mi je dovolj prostora za ustvarjanje. Zelo pomembna je tista blaginja v celotni svoji širšem spektru in dobil sem v nekem delu občutek, da na Koroškem več ne moram izživljati sam sebe oziroma ustvarjati. In dobesedno sem si takrat rekel, jaz grem za 5 let, zato da začnem spet pogrešati in ljubiti Koroško. In ne boste verjeli, da sem že po pol leta, sem tako vesel, ko pridem nazaj in sem res zelo srečen, da sem spet na Koroškem oziroma se vračam zelo pogosto in tudi tu še aktivno ustvarjam. Ampak Ljubljana kot taka mi daje nek prostor, neko novo dimenzijo. In čutim osebno poslanstvo, da bom nekoč Koroško pobarval, ker danes morda je še se čuti kar močna tista sivina v samem okolju. In rekel sem, grem iskat po svetu barve, zato da lahko ustvarjam naprej. Pogosto se tudi govori, da obstaja velika vrzel med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom oziroma samim izobraževanjem. Z nami je gospa Maja Mešelj, direktorica Fakultete za tehnologijo polimerov. Gospa Mešelj, prosim, da ostanete in nam poveste, kaj lahko naredi gospodarstvo in kaj lahko naredijo izobraževalne ustanove, da bi se vrzel med enim in drugim zmanjšala. Ja, dejstvo je, da je zmanjšanje te vrzeli zapisano v vseh strateških dokumentih Evropske unije, v nacionalnih dokumentih, tudi v strategiji seveda naše fakultete. Dejstvo je, da mi na fakulteti menimo, oziroma smo si to nekako postavili kot ključni strateški cilj v prihodnje. Se pravi, usposobiti diplomante za izzive prihodnosti v tem hitro spremenjajočem se svetu. In zato, da lahko to naredimo, je v bistvu tesna povezava z industrijo ključnega pomena. Kako lahko to naredimo? Eno je, da nenehno posodabljamo svoje študijske programe in jih usklajujemo z trendi, z novostmi, ki smo seveda na področju, oziroma obljubljamo inženirski študij, tehnologija se neverjetno hitro spreminja. Druga, mogoče še bolj pomembna stvar je pa, da našim študentom omogočamo, da, to je bilo danes že večkrat tudi omenjeno, da nekako te kompetence, te splošne digitalne kompetence osvajajo že v času študija. To je bilo večkrat rečeno. Po zaključku formalnega izobraževanja se začne realno življenje. In prav s tesno povezavo z industrijo, z delom na projektih, da ponujemo študentom, da delajo na konkretnih izzivih, lahko to realno okolje nekako jim predstavimo in približamo že v času študija. In to mislim, da je cilj marsikatere fakultete. Kaj lahko naredimo oziroma kaj je potrebno za to? V bistvu je najbolj potrebno se mi zdi, da motiviranost vseh deležnikov, zauzetost. Pravi in industrije, ki se včasih, če govorimo o manjših podjetjih, težko vzame čas za to, da temu nameni še več pozornosti, kot bi si želeli. Največja podjetja to lažje delajo. Na strani visokošolskih institucij seveda spet nenehne izboljšave, nekako uvajanje teh inovativnih študijskih metod, sodelovanje z industrijo, kot sem že rekla, na konkretnih izzivih. Na strani študentov je pa predvsem ta zvedavost, motiviranost, v bistvu želja, da izkoristijo vse te priložnosti, oziroma da izkoristite, ki vam jih ponujajo različni programi in spodbude. Govorili smo danes o programu tudi Erasmus. Tudi Erasmus omogoča, na primer, praktično usposabljanje v podjetjih v tujini. Država, na primer, spodbuja to projekti, kot so pokreativni poti, ki mi je še sploh všeč, ta instrument, ki sem zdaj že nekaj časa, kjer študente dobijo celo nekaj plačamo za to, da v interdisciplinarnih skupinah za študenti iz drugih fakultet delajo na konkretnih izzivih podjetij. V bistvu sem pa razmišljala, zdaj ko poslušam, da je pa na nek način nekaj ovir možno prebroditi na tem področju tudi s pomočjo digitalizacije. Dejstvo je, da za uvajanje teh inovativnih študijskih metod, v bistvu projektnega dela, si moramo vzeti čas. Lokacija je včasih bila tudi problem. Če želimo zdaj narediti projektno skupino interdisciplinarno za študenti univerze na Primorskem, za študenti iz tujine, za strokovnjaki, na primer, različnih podjetij iz Slovenije in iz tujine, lahko to tudi naredimo s pomočjo digitalizacije in te sestanke skončujemo
nekaj teh sestankov so, da je osebni stik še vedno najboljši, tudi s pomočjo digitalizacije. Tako da predvsem zavzetost, motiviranost vseh treh strani, želeli bi si pa tudi, kot je bilo že tako omenjeno, gospod Matavš je omenil, mogoče nekaj spodbud. Visokošolske institucije smo ocenjene predvsem na podlagi drugih nekako kazalnikov, ta tesna povezanost z industrijo se pa včasih pozablja in te spodbude, kot smo že rekli, tudi mogoče v naslednji perspektivi, da ti korenčki vedno, kot je ta po kreativni poti razpis, zato da bomo to delali še bolje in še več. Najlepša hvala. Eno vprašanje se postavlja s publike, ki mislim, da je glede na tip naše publike zelo pomembno, je to, kateri so po vašem mnenju študiji oziroma poklici prihodnosti. In bi to vprašanje še dodatno razširila, in ga namenila gospodu Lesjaku, kateri so tiste tehnologije prihodnosti, ki bodo prinesle največje spremembe in potem kako se lahko s svojim študijem na to odzovemo. Ja, to je zdaj $1 million question. Kam dati denar? Bitcoin? Ne vem. Torej, Bitcoin ne. Jaz sem predvsem pristaš, ker zdaj, kaj bo čez 10 let, to je zelo težko odgovoriti. Nočem reči, ja, zdaj bomo imeli to in boste vsi šli v to. Jaz sem pristaš tega, da se uporablja tista tehnologija, ki je zdaj dan danes z nami in se tista tehnologija odgovorno uporablja. Mogoče tako za jutri, ko pogledam, recimo, kaj si jaz želim. Jaz si želim, da bi tista tehnologija, ki je dan danes že prisotna, ali pa recimo, da jo poznamo, da jo potem samo nekako na tiho vključimo v svoja vsakodnevna opravila. Recimo, en izmed takih poklicev, ravno včeraj, ko sem se pripravljal na naše srečanje, sem razmišljal, recimo, poklic poštarja. Poklic poštarja kot tak, jaz sem skoraj prepričan, da bo slej ko prej izginil. Zato, ker jaz kar dobesedno že načrtujem, kje v moji hiši bom si namestil tako imenovan helioport, da mi bo nek dron vozil moje pošiljke. Da ne bom imel tistega problemov z iti na pošto, pa dostavljalec, pa meni doma in tako dalje. Ne, helioport on pripelje, odvrže. Zdaj, a je to zdaj problem zaradi tega, ker izgubimo poklic poštarja oziroma dostavljavca? Ne, ni problem zaradi tega, ker se na tak način se ustvari recimo mogoče 3, 4, 5 novih poklicov. Nekdo mora servisirati drone, nekdo mora helioporte postavljati, nekdo mora pravzaprav zakonsko podlago pripraviti, da bo kaj takega sploh možnega. Nekdo mora sprogramirati tisti dron, neko storitev dati, se pravi, že neke vrste digitalizacija, preprogramirati, neko strojno učenje uporabiti, da bojo vedeli, kako razporediti razpošiljanje recimo teh pošiljk. To je recimo samo eno izmed takih področij, v katere sem včeraj recimo razmišljal. Drugo so pa zagotovo povezane z tako imenovanim velikim podatkovjem, strojnim učenjem, umetno inteligenco na tem področju, ko znajo stroji oziroma informacijska tehnologija zna določene stvari veliko hitreje in veliko bolje izračunati od nas in bomo slej ko prej to začeli uporabljati. Seveda, moramo pa res paziti, da to ne gre na rovaš naše zasebnosti oziroma na rovaš nekih naših podatkov, ki jih pa pravzaprav ne bi želeli, da pridejo v javnost. Gospod Stančič? Jaz bi samo se strinjam z gospodom Lesjakom, da pravzaprav je zelo pomembno, da ugotavljamo, kje so tista znanja, v katero smer se stvari spreminjajo, vendar se pa moramo zavedati, da prihodnost ustvarjamo mi vsi skupaj. Skratka, kje tehnologije bodo tiste, kje poklici se bodo prišli, kje tehnologije se bodo razvile, to dejansko mi delamo. In se težko za posameznika reče, to pa to se bo razvili. Pomembno je, da ugotovimo, kje znanja rabimo, da bomo pravzaprav šli poklicno v določeno smer. Tu pa tam bo pa kdo sposoben narediti neke zadeve, ki so pa popolnoma nove. In tukaj imamo v Sloveniji nekaj odličnih primerov, ne glede na to, da so različna mnenja glede kriptovalut, pa ne bi vas želel prepričevati v kjerokoli smer, ampak poglejte, v Sloveniji so nastala podjetja, ki so na tem področju vodilna v svetu. Torej, najboljša na svetu. In kaj pomeni? Pomeni, da je neka majhna skupinca, 2 osebi, sta pred 5 leti recimo imela vizijo, imela pogled o tem, kako se bodo razvile neke nove tehnologije, naredila podjetje
in praktično bila najboljša na svetu. A ne? Če sta te dve osebe iz Kranja uspeli te zadeve narediti, zakaj pa ne bi kdo izraven naredil nekaj podobnega za nekaj drugega. Skratka, hočem povedati, da na vsak način se strinjam, rabimo nova znanja, na vsak način nimamo vsi teh zmožnosti, da bi rekli, zdaj pa na točno tem področju naredili nekaj popolnoma novega, ampak mogoče pa nekateri tukaj imate ta znanje, kot recimo jaz nimam, imate te vizije, kot jih jaz nimam. Ne? In ne sme vas biti strah, torej razvijati se oziroma poskušati razvijati se v tej smeri. Pomembno je, da mislite veliko, ne? In to je to, kar imamo doskrat v Sloveniji problem. Problem je to, da ne znamo misliti veliko, še težko kakšnega pogledamo čez hrib, ne? Morate misliti veliko in vas ne sme, ne za vse, ampak za kakšne stvari pa mislimo veliko. Mogoče malce hudomušno vprašanje za vse štiri. Če bi bili danes stari 17 let in bi se ponovno odločali, na katero fakulteto bi se upisali, katera fakulteta bi to bila? Gospod Grega? Sem začel razmišljati o tem. Po vsej verjetnosti bi enako naredil, kakor sem. Vlagal bi svoje formalne smernice bi vlagal v marketing, ekonomijo, management. Te zadeve mi še danes dosta strastno nekako delujejo. In mislim, da so glavno te smernice tiste, ki mi omogočajo, da bom tudi sam prekonstruiral oziroma transformiral svoj poklic, za katerega verjamem, da v roku 10 let poklic na nek način tržnika, prodajalca več ne bo tak, kot je danes. In če bi bil danes 17 let star, mislim, da bi tam našel prava znanja oziroma pravi strast za razmišljanje v to smer. Hvala, gospod Benjamin. Ja, jaz sem gledal, da sem končal pravno fakulteto. Sem mislil, da pravna fakulteta je bila ravno tak pravi odskok za vse ostale stvari. Recimo, dodiplomski študij bi opravil v Sloveniji z manjšimi skoki, recimo kakšne druge pravne fakultete. Podiplomsko izobraževanje bi pa definitivno nadaljeval, recimo Harvard Law School, Berkman Klein, en tak zelo dober center za internet in pravo in družbo. Tam bi se poskušal zraven spraviti, ker mi je to res fenomen, mislim, noro, kako to pravo, informatika in zasebnost in vse to, kako to se staplja. In tam bi zagotovo poskušal poiskati kaj. Hvala. Jaz bi se vsekakor odločila za isto področje, sploh zdaj, ko sem končala faks, pa v bistvu je bilo še boljš, ko sem pričakovala. Mogoče ne točno za fakulteto za družbene vede, razno kolikor bi malo prenujila te študijske programe, ampak mogoče na kakšni drugi fakulteti ali pa sorodne smeri, ki so vseeno hkrati že poučujejo več, kar se tiče nekih vsebin, digitalnih medijev in podobno. Če pač še tudi tega zdaj ne bi bilo, bi pač v bistvu obrala podobno pot, pa pač se potem sama še dosti izobraževala ob študiju. Hvala, gospod Stančič. Ja, jaz sem v manjšini. Jaz sigurno ne bi šel študirati ekonomije ali pa prava ali pa FDV. Sigurno ne. Ampak ljudje smo različni, ne? Ljudje smo različni. Jaz mislim, jaz sem šel študirati na začetku tehnično vedo, sigurno ne bi šel študirati isto tehnično vedo, kot sem do zdaj torej, ko sem prvo stopnjo naredil. Ampak na vsak način bi šel pa študirati znanost, tehnologijo, znanosti v življenju, biotehnologijo, ki je podobnega, nekaj v tem matematiko, fiziko, mogoče inženirstvo, kakšno. Na vsak način ne bi šel ne prava, ne ekonomije, ne FDV. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, prvič, to so osebne stvari, ne? Eno to pa še drugo, nekaj drugega. Meni je zelo pomembno, da meni se zdi znanost, tehnologija osnova vsega. Ne? Jaz moram znati računati, moram videti, kako kakšne stvari se delujejo, zanima me kemija, zanima me biotehnologija. Tako da te stvari, ko so bolj, vsem dolžni spoštovanje, ko so bolj mehke, ne? Se mi zdi, da so tiste, ki mi recimo lahko potem v drugem koraku pridejo prav. Zdi se mi pa, da meni je bilo zelo pomembno, da jaz sem tudi šel, prvo sem šel študirati tehnične vede, potem sem pa usporedno nekaj časa študiral ekonomijo. Ne? Ampak meni se zdi ta tehnika, znanost, veda o življenju zelo tista osnova, ki ti potem
omogočajo, kot tisto znaš, ne, lahko potem s temi dodatnimi družboslovnimi znanji narediš pa še en korak zraven. Ne. Tako da, to je moja osebna zgodba, ki pa seveda ne smemo posluševati. Na vsak način pa gledam recimo tisto, kar si pa želimo na Evropski komisiji, ne, pa to, da želimo spodbujati študente, torej mlade, da grejo v te tako imenovane STEM zadeve, torej Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ne. Ker se nam zdi to, da pravzaprav so ta znanja zelo pomembna za naš razvoj in v nekaterih državah je pravzaprav bila neka tendenca, da je vse več in več mladih šlo v družboslovje in to je bilo malenkost problematično. Ne. Tako da je dobro, da imamo več tehnikov, matematikov in podobno. Hvala lepa. Sedaj pa ponovno vprašanje za vas, ki bo zadnjo tako formalno vprašanje. In to vprašanje se glasi, ali menite, da imate znanja in veščine za potreben prehod v digitalno dobo? Tako da prosim, da kar sklikate. Lesjak, vas bom prosila za komentar. Lahko mogoče tudi opredelimo, kaj so digitalna znanja. Kaj so po vašem mnenju tiste znanja, ki bodo potrebne? Evropska komisija je tudi res naredila ogromen korak, ko je določila tako imenovane digitalne kompetence. In informacijska pismenost je pravzaprav samo ena od digitalnih kompetenc, ki jih spodbujajo. Druga taka, recimo, digitalna kompetenca je komunikacija in sodelovanje, nadalje varnost, zagotavljanje varnosti. Zelo pomembna digitalna kompetenca je recimo reševanje problemov, pa ne mislimo samo, ko dobiš virus, pa ko je treba dva kabla skupaj stakniti, ampak reševanje problemov iz vsakodnevnega življenja, da si ti sposoben rešiti problem, kako bo neka stvar delovala. Jaz temu včasih v šali rečem, da je lenoba gonilo napredka, ker pač sem malo len, se mi ne da nekega opravila repetitivno izvajati in si izmislim eno mašino, ki dela namesto mene. In jaz sem rešil ta problem. Drugo tako, recimo, področje je še, recimo, področje varnosti, upravljanje vaših digitalnih identitet, komuniciranje z drugim, spletni boton. Ogromno teh veščin je in jaz sem prepričan, da tam ta druga opcija, da ko gre za socialne omrežja, temu jaz ne bi rekel ravno neka veščina, ker to je zgolj, kakor jaz v mojih predavanjih za otroke, najstnike, ko jim razlagam, pravzaprav vi samo hranite te vaše dopaminske potrebe, se pravi potrebe po hormonih sreče, ki jih uporaba družabnih omrežjih povzroča. Tako da tukaj bi jaz, tisti, ki ste zgovorili, da ko gre za socialno omrežje, pravzaprav znate samo tipkati. Ne znate pa biti snovalci, uporabniki, kreativci, ustvarjati neke nove zadeve. Tako da sem pa zelo vesel, da jih je pravzaprav več kot tretjina, da imate dobro mnenje o sebi in da mislite, da imate znanje in veščine, ki so potrebne za ta prehod v digitalno družbo. Tisti tam na koncu, ko ste rekli ne, čim prej pot pod noge oziroma čim več se izobraževati, čim več delati, res, če ne boste konkurenčni. Če bi vas vprašali, kaj je en vir, kjer lahko dobijo znanje, ko pridejo domov iz te okrogle mize, kam ne grejo? Ne vem. Ja, mislim, čisto odvisno, kaj vas zanima. Jaz bi šel v Google spraševati, greš počasi, odkrivati, ampak pri tem pa biti zelo previden. Vrednotenje informacij je tudi ena izmed veščin, da ti znaš ovrednotiti, kaj sem jaz poiskal. Se pravi, ali je ta informacija, ki se mi deluje, kredibilna. Se pravi, grem na YouTube, iščem podcaste, iščem video predavanja. Če želite recimo eno stvar ustvariti, jaz, ko imam hišo, ko želim neko stvar popraviti, kaj naredim? YouTube grem pogledati in si popravim toplotno črpalko, popravim tam cev, peč, karkoli. Se pravi, grem vse pogledati na YouTube in ne nazadnje, ne pa biti samo uporabnik, tudi ustvarjati. Ko narediš nekaj, dej postavi tisto kamero in popravi, posnemi, pokaži, kako si ti naredil in se bodo drugi učili od tebe. Tudi ta vidik je zelo pomemben. Recimo v Wikipediji,
ustvarjaj članke, ko izveš nekaj novega, ustvari članek na Wikipediji, se pravi, bodi aktiven. Hvala. Ravno preberam prvo vprašanje na ekranu. Kakšna je po vašem mnenju digitalna pismenost v Sloveniji? Ali dovolj naredimo, da bi prebivalcem vseh starosti omogočili tovrstno znanje in razvoj? Gospod Stančič. Glede tega vprašanja imamo v Evropski komisiji en poseben indeks, ki se imenuje DESI indeks. Če greste na Google, pa napišete DESI, to je Digital Economy and Society Index, boste dobili celotno skupek podatkov za vse države članice. Kar je zanimivo, je, da glede tega samega, torej tega, tukaj gledamo recimo od infrastrukture, potem digitalizacije industrije, pa do torej teh veščin, znanj, so dejstvo v Sloveniji, torej te analize, da je Slovenija nekje v povprečju Evropske unije, kar pomeni, da imamo relativno dobra znanja, kjer štrlimo nad povprečje glede oseb, ki imajo izobrazbo iz področja znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike, kjer smo na nek način pod povprečjem je, da se v Sloveniji relativno malo uporabljajo e-storitve države in kjer imamo recimo relativno velike težave, tudi to, da določeni segmenti prebivalstva, recimo starejši, nima ustreznih e-veščin. Tako da tukaj, to so tista dejstva, ki smo jih mi ugotovili po naših analizah. Kaj to pomeni? Pomeni, da veste, danes se predvsem pogovarjamo recimo o tem, kako se boste vi odločili za poklice, v katero smer boste šli v prihodnje, kaj se dogaja glede torej digitalizacije Evrope. Zelo pomembno je to, da digitalizacija, torej ne smemo si prvošati, da bi digitalizacija zaobšla tudi druge segmente družbe, recimo starejše, recimo tiste, ki so deprivilegirani, to so lahko bodisi osebe, ki so recimo posebne, recimo Romi, ali pa torej tiste osebe, ki so v slabšem socialnem položaju. Tako da je zelo pomembno, da kadarkoli premišljujemo o digitalizaciji in znanjih, na nek način imamo to pozornost, da mislimo tudi na druge. Tako da tukaj se mi zdi Slovenija ima določene akcije glede usposabljanja starejših, simbioza, recimo, dela zelo dobre zadeve na tem področju. Zdi se mi pa, da Slovenija, recimo, glede tega je stoji relativno dobro. Najlepša hvala. Zdaj bi dala priložnost še vam, drago občinstvo, da postavite vprašanje, dajmo reči analogno, namesto digitalno. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje za naše goste? Bomo digitalni ostali. Okay. Gospod Matavž, Grega, a si predstavljate, da danes zmanjka interneta za en teden? Kako bi izgledalo vaše delo potem? Ali bi sploh kaj delali? Katastrofalno. Zelo slabo. A se sploh zavedamo, koliko smo odvisni od interneta? Mislim, mi kot podjetje absolutno smo zelo. Jaz kot posameznik sem zelo. Zdaj, drugo je, da grem na dopust in si vzamem za sebe, grem na naravo in interneta, pustimo to na strani. Ko greba za biznis, rabimo biti na internetu, rabimo biti v stiku z globalnim trgom, rabimo biti, pa ne samo z globalnim trgom, lahko tudi z slovenskim trgom. Če nimaš interneta, ne moreš maila poslati, ne moreš ponudbe poslati, ne moreš nič. To bi šli nazaj v kjero dobo in bi se vozili po Sloveniji, po mojem petrol bi služil zelo za benzin. Tako da ne predstavljam si, da bi nam za en teden zmanjkalo interneta, čisto tako, oziroma nočem si predstavljati. Hvala. Se bomo vrnila še na eno precej popularno vprašanje. In to je, kaj menite v programu e-Estonija, s katerim je Estonija med drugimi uvedla možnost digitalnih volitev? Pa mogoče bi prosila za komentar gospoda Benjamina pa gospoda Stančiča. Gospod Stančič, mogoče. Glede, jaz mislim, da problem, ki ga imamo danes posod, je to, da smo državljani dostikrat
nekako negativno naslonjen, torej negativno odnos imamo do politike. Ne govorim zdaj strankarske politike, ampak do politike demokracije. In to je velik problem. Kar je zelo pomembno je to, da ne smemo kot državljani dovoliti, da o naši prihodnosti odloča nekdo drug. Mi moramo odločati o tem. Demokracija je sistem, kakršen je, imamo volitve, lokalne, državne, evropske. Pomembno je, da mi izkoristimo to pravico, ki jo imamo, da mi odločamo o prihodnosti skupaj s vsemi drugimi. Kakršenkoli vzvod, ki omogoča naše opolnomočenje, je dobrodošel. Jaz mislim, da e-volitve same niso dovolj. Zelo pomembno je recimo pri oblikovanju torej, ne vem, zakon, prostorska ureditev na lokalni ravni, prostorska ureditev na državni ravni, prioritete. Na vsaki od teh področju moramo mi državljani povedati, kaj želimo. Ne? Obstajajo zelo dobri sistemi, recimo torej participacija pri odločanju o prioritetah za investicije na lokalni ravni. To je edino prav in mora biti še več. E-volitve kot take imajo seveda za sabo celo vrsto občutljivosti. Občutljivost recimo, kako zagotoviti, da je sistem stabilen, da je varen, da ni posegal v sistem. Ampak recimo na estonskih volitvah ena tretjina državljanov je glasovalo elektronsko. To pomeni, da mogoče ta tretjina državljanov, ki je glasovala elektronsko, sploh ne bi šla na volitve. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da gledamo ne samo e-volitve, ampak vse te druge sisteme, druge možnosti, ki omogočajo digitalne tehnologije, da jih izkoristimo za demokratizacijo družbe in za opolnomočenje državljanov pri odločanju. Tega ni nikoli dovolj. Vedno moramo si želeti več in več moči, zato ker moč moramo imeti mi. Hvala. Ja, točno to prizadevno državljanstvo, to je tako pomembno in to je tisti del, kjer, kot ste rekli, kjer lahko vi že pravzaprav danes začnete delati. Recimo v Sloveniji imamo povej vladi, se mi zdi, da je tak sistem. Jaz sem tam recimo uspel z enim predlogom za spremembo enega pravilnika glede plačevanja nekih davkov. Sem bil zelo vesel. Jaz, ubogi državljan, ki sem plačeval nek davek in sem uspel doseči spremembo nekega pravilnika. Kar se pa tiče e-volitev, točnega vira, zdaj ne vem, ampak mislim, da so v Švici, poznate Švico, ki ima mnogo teh referendumov in so potem tudi uvajali možnost elektronskega glasovanja in ob prvi uvedbi se je znatno zvišala volilna udeležba. Se pravi, super, smo rešili ta problem volilne udeležbe, ki je pravzaprav fizično, ko gremo na volišča v Sloveniji, relativno nizka, oziroma ena izmed najnižjih. Ampak potem naslednje leto, naslednji referendum je pa spet normalno padla na tisto ustaljeno neko raven, kot je bila poprej. Tako da z e-volitvami te dileme glede volilne udeležbe ne bomo rešili, nakopali si bomo pa ogromno veliko drugih varnostnih težav. Kako na eni strani nekomu podeliti pravico oziroma vedeti, da je glasoval, oziroma da lahko samo enkrat glasuje, na drugi strani obenem pozabiti, kaj je on glasoval. Torej ta pravica anonimnosti volitev. To imamo pa velik problem. In tehnologija zaenkrat še, mislim, vse so neke rešitve, ampak je preveč sredstev, preveč inputa je potrebnega, da se zagotovi ta ustavno zagotovljena pravica, ta ustavna pravica. Zaradi tega jaz nisem toliko pristaš e-volitev. Najlepša hvala. Gospa Ana, kaj menite, da bi lahko lokalne inštitucije še naredile za mlade, da jim olajšajo prehod v digitalizacijo? Ja, predvsem še karkoli v smislu izobraževanj, a pa predvsem izobraževanj, ki se vključujejo v sam izobraževalni sistem, se pravi šolski sistem v času osnovnih šol, srednjih šol. Zdaj nisem toliko seznanjena na tem področju, vem, da ogromno programov že obstaja, to je prvo, ker dejansko nekako potem kasneje si itak dosti bolj samoiniciativno, kot pa v bistvu prej v času in osnovne in srednje šole. Tako da to je, kar se tiče z nekega lokalnega okolja, neke inpute, ki ti lahko da, se mi zdi v bistvu zelo važno. Najlepša hvala. Počasi predlagam, da zaključimo. In zaključek bi naredila relativno tipičen, ampak kljub temu, da je tipičen, je zelo pomemben.
kakšni so vaši nasveti, da povzamete vse vaše misli in da bi mogli dati en nasvet naši mlajši, pa tudi starejši publiki, kaj bi ta nasvet bil? Zdaj imate zelo si take tuhtajoče glave. Jaz v bistvu. No, kar. Jaz mislim, da pač bo že čisto okej, če boste res radovedni, samozavestni, pa ustrajni. Hvala. Gospod Grega? Jaz bi tu dodal, da svet poganja naše srca in dovolite si biti strastni, dovolite prisluhniti sami sebi. V enem hekerskem filmu sem enkrat zasledil še en zelo dober stavek, kolikor si drzen, imaš svet na svoji dlani. Bodite strastni in drzni. Hvala. Jaz, ko sem začeri pripravljal za to okroglo mizo, sem razmišljal ravno o tem punchlineu. Ne nehajte se biti truditi dobre osebe, se pravi dobre osebe do drugih ljudi, torej, ker smo v nekem okolju, dober človek do okolja, se pravi, ker uporabljamo ta svet, to zemljo in dober človek, dobra oseba do samih sebe, sami sebe spoštovati in ne nasedati res tem vsakodnevnim nekim mikavnim storitvam, ki so vam na razpolago in kot bom se spet ponovil, samo zadovoljujejo te vaše dopaminske potrebe, ne ustvarjajo pa boljšega jutri. Najlepša hvala, gospod Stančič. Jaz sem imel več časa za razmislek, no nisem prišel s čim, da rečem bistveno drugačnim od predgovornikov. Jaz mislim, da morate biti iskreni in razmišljati in odločiti se na koncu sami. Odgovorno se odločiti sami. Vi ste tisti, ki gre za vašo prihodnost, nihče drug vam ne sme krojiti, ampak vi tega vzemite prihodnost v svoje roke. Najlepša hvala. Spoštovani gospod Zoran Stančič, gospa Ana Pisar, gospod Benjamin Lesjak in gospod Grega Matavž, v mojem imenu in imenu točke Europe Direct Koroška iskrena hvala za ta pogovor. In iskrena hvala tudi vam, drago občinstvo, da ste bili tukaj in nam prisluhnili in skupaj z nami ustvarjali to okroglo mizo. Verjamem, da smo inspirirali in da smo motivirali, namreč, če si sposodim besede gospoda Stančiča, prihodnosti ustvarjamo sami, samo od nas pa je odvisno, kakšna ta bo. Še enkrat hvala in srečno.